Pozdravljeni v oddaji Kulturni raport. Danes bomo prisluhnili pogovoru s pesnico, pisateljico in znanstveno raziskovalko Ano Svetev. O zbirki kratke proze Steklene stene se je pogovarjala z Jasno Čebron. Zato, da ste prišli, predvsem dober večer, Anja Svetev, naša mlada pesnica, pisateljica. Ne samo to, Anja Svetev je tudi predavateljica, znanstvena raziskovalka, kolumnistka. 4 knjige ste izdali literarne, 2 pesniške zbirke, druga je Marmor, 2 knjigi zbirka pripovedih, druga je Steklene stene in zelo radovednost vzbujate s razpravo o svetlobi na Islandiji. Tako da to tem je veliko, Ana, pa sprašujem, kako lahko mladi, polni energije, kako je vaša generacija, vi ste 90 rojeni, vi ste X ali ste Y? Nekaj X, no? Ali je to, kako zmorete ta 3, pa še kakšno drugo področje uskladiti? Koliko se morate odrekati, koliko se dopolnjujejo področje? Do neke mere se recimo področje pisanja naravoslovja, znanstvenega pisanja in vsezadnje tudi kolumnistike precej dopolnjujejo in pa prepletajo. Seveda pa mislim, da vsaka od recimo teh 3 področij zahteva tudi nek svoj čas, ločeni čas. Tako da jaz skušam kar vendarle neke ločnice držati med temi 3 področji. Kako mi to časovno uspe? Jaz sem se že kot gimnazijka navzela ene zelo slabe navade kampanjskega učenja, tako da za recimo zaključevanje knjig ali pa znanstvenih člankov je najbolj učinkovita metoda pač bližajoči se rok za oddajo. Takrat boste še več učili? Ja, takrat moram izbrati torej vso moč ali pa energijo, ki jo imam. In si vedno obljubite, da naslednjič boste ravnali drugače. Sem si nehala to obljubljati, če sem čisto iskrena. Ker mislim, da je lahko tudi neka zunanja okoliščina, ki recimo me sili k temu, da več pišem ali da sem bolj produktivna, kakorkoli se to sliši, mogoče nekako neoliberalno, negativno. Name v bistvu en tak pritisk ali pa malo adrenalina deluje zelo, mislim, moja ustvarjalnost kar počkeje ali pa mi intenzivirno. Tako pa ste tudi predavateljica. Predavate kulturno antropologijo, predavate na filozofski fakulteti, pa tudi na družboslovni fakulteti. Tudi to zahteva poseben čas. Je pa to bolj dinamično, res, z ljudmi. Ja, jaz sem precej zelo rada delam s študenti in s ljudmi, tako da je to ena lepa dopolnitev recimo temu pisateljskemu ali pa avtorskemu delu, ki je seveda samo po sebi bolj samotno. Mislim, da se ti 2 področji lahko vsaj za neke moje preference lepo pokrivata, lepo uravnotežita. Kar se tiče nekega časovnega usklajevanja, pa mislim, da vseeno je to neka osebna okoliščina, ampak absolutno opredeljuje moj čas dejstvo, da nimam otrok in da ni nikogar, recimo za kogar bi morala skrbeti. Mislim, da to velikokrat pozabljamo, to je skrbstveno delo, za marsikaterega posameznika, posameznico terja ogromno časa. Jaz imam dovolj mlade starše, da nimam tega, te skrbi, nimam otrok, imam zdravega partnerja, to pomeni, da imam v resnici več časa za delo in za pisanje. Da vas vprašam, kako vam je kot pesnici in kot pisateljici, bi sem vas vprašala, kot antropologinja ste gotovi, imate neko, emocionalno inteligenco, drugačno kot običajno, misleče, čuteče bitje. Koliko se vam zdi, da vas ta antropološko raziskovanje, radovednost navdihuje?
Mislim, da kulturna antropologija, etnologija je veda, ki nekako spodbuja neko tako bazično radovednost do vsega, kar je človeško. In seveda mi je malo smešno se pogovarjati z vami, ker je seveda vaša hči ena od najvidnejših slovenskih antropologinj, ampak in moja sodelavka, no, k sreči, ampak ta, recimo, naša osnovna raziskovalna metoda je opazovanje z udeležbo in sopogovori z ljudmi. Tako da je ta interes za neke družbene, kulturne fenomene je tako rekoč moja poklicna deformacija. Opazovanje, kaj ljudje počnejo, kaj govorijo, na kak način vstopajo v interakcije drug z drugim. To jaz opazujem, želim si, da bi na dnevni bazi, ampak dovolj redno raziskovalno to počnem. In mislim, da je to neka veščina, ki je zelo uporabna tudi pri pisanju, sploh proze, nekako poezije. Še nekaj zanimivost, tako zelo zunanja. Vaša obe zbirki pripovedi imate za pripovedni prostor Slovenijo ali kar Ljubljano, približno. Nekateri so se sami organizacijo. Tako. Ko pa raziskujete kot znanstvena, se pa podajate na sever. A sem si prav zapomnila. Torej, doktorat je Islandija, Norveško ste tudi raziskovali. Je to kakšna potreba po dveh pogledih, po dveh svetovih? Ja, to je zelo zanimivo. Nisem še razmišljala o tem kontrastu. Jaz raziskovalno, ja, ena moja fascinacija je Severna Evropa, definitivno, ampak po drugi strani raziskujem tudi v Sloveniji, v Slovenskih Alpah, tako da nisem, recimo, naredila to nekega popolnoma neprepustnega reza. Leposlovje, ja, prozo pa nekako rada umeščam v to okolje, ki diši zelo domače, ker je ravno ta nek kontekst mogoče še prevelike domačnosti, še preveč znanih okolij, nekaj, kar se mi zdi literarno zanimivo. To je recimo nekaj, kar jaz tudi rada berem, kar se tiče recimo sodobne slovenske literature in to tudi jaz rada dajem bralcem. Tako, zelo lepo, hvala. Najprej ste želeli biti pesnica. Potem ste izdali prvo prozno knjigo, potem ste spet vrnili poeziji in sedaj je druga zbirka kratke pripovedi. Kako se oglaša, po šolsko vprašam, kako se oglaša pesnica in kako pisateljica? Je to razlika? Sicer res, ampak po nekem naključju se je zgodila ta neki pravilni red, poezija, proza, ampak pri meni nastaja v bistvu oboje več ali manj greh z roko v roki, greh hkrati. Ker se mi zdi, da je nek vznik za pisanje poezije, da pri meni se precej razlikuje od nekih idej, ki recimo nastajajo prozno. Tudi recimo, jaz takoj vem, če dobim neko zamisel, a bom to realizirala v obliki pesmi ali v obliki neke pripovedi. Zdaj takoj že... Ja. Kako se glasi pesem? Da slišite, ali vidite, imate kakšno besedno zvezo? Recimo en način, kako se meni oglasi pesem, je med nekim premikanjem. Recimo se vozim s kolesom in me nekaj prešine. Tako da sem razmišljala, če je morda nekaj na tej ritmični repetitivnosti, kar kliče, neke misli, neke podobe. Lahko je to nek preblisk, ki ga potem napišem kot, dva verza. In včasih mora ta stvar malo stati, tako kot kruh, ki vzhaja. Da se potem kasneje vrnem k nekim tem semenom pesmi in vidim, kam pelje. Zelo tudi v nas zavihkih piše v vašem manualju o zračnosti vaših pesmi in tudi, da se razlikujete od drugih, da pravzaprav s poezijo ne vstopate v neko otožnost, temačnost, klasiko, ampak je neka ne ravno radoživost. Vsekakor je ta, spomnim se, otrokov oblikuje neka
srčna radovednost povzemam. Ja, to je neko branje, do katerega jaz nimam dostopa. To je nek komentar, ki ga slišim od drugih, ta recimo neka svetlost ali pa idealizem. V moji poeziji, recimo konkretno v Marmorju, je precej pesmi, ki jih jaz intimno zaznamam kot precej temačne, ampak očitno je to znotraj konteksta obarvanosti slovenske poezije še zmeraj na svoji strani, ker je. No, zdaj samo tako. Če bi človek o vas nič ne vedel, bi pomislil, da ste morda kiparka. Marmor, pa steklo. Če bi se potem bolj zanimal za vas, bi ugotovil, da so drugi naslovi dobri ljudje, drugačni. In če vas kar vprašam, preseneti bi ste z dobrimi ljudmi, to je tema, pripoved, ki se dogaja na prevozih.org. To je generacija X, to dobro pozna, mi pa tudi približno vemo. Tako dobro, tako gibka pripoved je to, da je nastala cela serija radijskih iger. Nekaj ste pred 5 leti. Tako da se ne da sedaj slišati. Ja, to ali je še zmeraj v arhivu, kje je to shranjeno? Ampak takrat so dali naslov Prevozi. Vaš naslov pa malo zagaja. Prevoz je bil tudi delovni naslov, ko sem jaz to zbirko Dobra družba pisala, ampak se mi je potem zdelo, da bi bil preveč, kako bi rekla, enodimenzionalen, da bi takoj razkril preveč. Sem se precej časa ukvarjala z iskanjem naslova za Dobro družbo, ampak potem se mi je zdelo, da v tem naslovu Dobra družba je po eni strani ga lahko beremo malce z nekim ironičnim predznakom, sploh ko enkrat preberemo. Po drugi strani pa ne želim pa samo nekega cinizma v tem naslovu. Tako da Dobra družba že kot sam naslov na nek način se spogleduje tudi z mojo prvo knjigo, pesniško zbirko Lepo in prav. Torej po eni strani Lepo in prav in Dobra družba se razpoloženjsko precej na to pripenja. Svetle steklene stene. Zdaj ste 5 pripovedi. Tako na hitro, če predstavila, da zvabila v branje. Kot sem rekla, dogaja se vse bliže istem prostoru, so pa različne pripovedi. Zdi se kot da prvo, Marjevica, to pa ni Ljubljana, Marjevica pa Beograd. Ja, hvala. In pripovedujete o ženski družbi. Moram priznati, da takrat sem rekla, spet bomo feminizirali literaturo. Pa ste presenetili. Predstavili ste žensko družbo kot silno avtoritarno. Dobesedno zahteva, da se ravna po tradicionalnih vrednotah, tudi če so absurdne, tudi če so skoraj zločinske. Drugi vrstni red. Tako je bom. Alzacija je silno zanimiva, tako nas človek malo za nos vleče. Je obletnica, 10-letnica študentov, ki so bili na izmenjavi v Ljubljani. In sedaj so po celi Evropi. Pridejo na obletnico, se veliko pogovarjajo, veliko spominjajo. Ne. Alzacija, težko spravim, je nekaj, obedate tujino, ki je ni, pač pa je situacija, ki jo poznamo iz UNESCO-ve učne ure lahko. Tradicionalen, pošten profesor in študentka, ki hoče visoko oceno, ker ima točen načrt, kam bo šla študirati. In kot je on, profesorsko dosleden, in tudi ona svoje ambiciji.
kako bi rekla, žensko zaslino. No, to je hočeorizacija, ne? Spet je ženska, ki ruši te tista nelagodje, ki sem na začetku imenovala, torej to ni prikrajšana ženska, to ni pasivna ženska, ampak je nasprotno. No, potem hobotnica, ki sem že začela srečanje po 10 letih zelo različnih Evropejcev, enako starih. In tu nas presenetite z nečim, beremo njihove spomine, njihove dialoge, ampak tisto, kar je hobotnica, pravzaprav, kar davi, je to, da se je v tistem času, ki se ga spominjajo, nekomu iz te skupine zgodila tragična nesreča. Ampak o tem pa vsej žuboreni besed ne sprejeli. Potem je pripoved, kjer je manj dialoga, kjer pripovedujete o tem, da mlada študentka, je kar raziskovalka, se vrne domov v Ljubljano, če je v tujini, in njenem stanovanju, ki ga je dajala, je nek čudni vonj. In ta vonj zdaj skrivnosten, ne? Ampak bolj kot to stanovanje in ta vonj in spet neko vračanje v preteklost, se mi zdi, da ste tu predstavili svojo generacijo. Tako bi rekli, na koncu se odloči in proda stanovanje in gre v Kopenhagen, ker bo raziskovala v tujini in se racionalno in trdno odpove tistemu, kar smo imeli zdaj, domovini, domu, verjetno družini, vsemu tudi klasičnemu. Gre v to svojo pot, čisto nov tip ženske, znotraj to pa je pripoved tudi o tem njenem domu. In zadnji, kjer se mi zdi, da ste se najbolj poigravali, da ne rečem, tudi ironizirali, pa nosi naslov Elza. Ne vem, če imate vnukinje, ki pride v televizijo. Če ne, če imate, boste videli, da je to lik iz risank, ki deklice zelo Elza. Ledeno kraljestvo. Ledeno kraljestvo. Tako. In ta vzorec uporabite ne samo v tem, da je zavajanje mlade in tako naprej, ampak je tudi mati teh otrok še bolj zavajajoča kot influencer, kar se temu reče, ne? To je vplivnica, ki stalno sporoča javnosti, piše o svoji družini, vse, kar se dogaja. In kot vedno, da zapeljete, da izsledimo ženska aktivna, ki hoče več in hoče tudi svojo družino narediti po vzorcu Elze in Luka. Otrokom daje po en kiks, da se ne bodo zabili. Ampak za vsem tem je pa njena globoka slepota. In nas obrnete spet v tem, da postavite v situacijo, ko mora ravnati kot človek in ne pa kot influencer. A bi nekaj pripravili? Ja, najprej hvala za vaše zelo natančne in lucidne branje. To se zgodi, če ima človek srečo, da pride nekam, kjer se res pripravi voditeljica, tako da hvala. Oziroma gostiteljica. Zdaj razmišljam, morda bi prebrala odlomek iz Alzacije, kjer gre v bistvu za stik med tem univerzitetnim profesorjem in študentom, ki ima svoj namen. In dogaja se ta prizor v njegovem kabinetu, ko se ona oglasi na govorilnih urah. Alja je ostala. Na koncu je ostal tudi on. Vsak na svojem koncu kabineta sta se nekaj dolgih trenutkov nepremično gledala. Potem je ona počasi, kot da govori otroku, ki še ne razume najbolje, rekla: Veste, kaj je bil inicialen razlog, da sem včeraj prišla? Tista krivična ocena. Ocena, ki mi bo uničila načrte. Razumete? Če se odločite drugače, če mi danes opišete novo oceno, bom na vse skupaj pozabila.
Obleko si je povlekla nekoliko nižje, da je skoraj prekrila kolena. Noge je imela komaj opazno obrnjene navznoter, da so se konice njenih bulerjev gledale, kar je dajalo ljube kotis dekleta, ki mu je nerodno. A njena zravnana drža in ponosno lepo telo, situaciji navkljub je pomislil, da ženska pred njim, za razliko od mnogih, zna nositi svoje oprsje, sta vtis obračala v povsem drugo smer. Punci ni bilo nerodno. Punca ga pravkar brezsramno izsiljuje. Beseda se mu je zazdela kisla, jedka in prav tak občutek je imel v ustih. Spuščate se na raven, ki ne pritiče akademskemu okolju, je rekel. Nato je dodal, dobro veste, da se ni zgodilo nič. Vaša beseda proti moji, je rekla Alja. Včeraj je bil on tisti, ki jo je odslovil. Seveda, profesor in študentka, razmerja moči so jasna. On ocenjuje njo, ona je tista, ki reče hvala in razumem in seveda in ni problema. Ona je tista, ki povesi pogled. Ona je tista, ki se moti, ki ne ve, ki se mora še naučiti. Ona je tista, ki pred izpitom trepeta na klofci pred fakulteto. Ona je tista, ki je v dolgi in razvejani akademski verigi zadnja, najbolj ranljiva, najbolj nemočna, najmanjša ribica. A danes je bila ona tista, ki je zaključila pogovor, se obrnila, vzela plašč, si ga počasi oblekla, čas je pripadal njej in on je lahko le stal in gledal, kako se zapenja gumbe, drugega za drugim, brez naglice in jemlje na hrbtnik, odhaja, brez pogleda, brez pozdrava, pravila igre poznata oba, vrata zaškripajo, njeni bulerji prav tako, sliši se njene korake, tokrat so težji, glasnejši, po stopnicah se spušča ven, na zrak. Na klopci pred fakulteto si bo najbrž prižgala cigareto, vdihnila nekaj, česar ni vajena. Moč. Ste ravno to dogajali, vas sprašujem, so pobude za nastanek take pripovedi iz vašega okolja? Ja, to je eno od teh osnovnih, recimo, navodil, ki sem jih jaz kot mlajša dobivala na raznih delavnicah kreativnega pisanja, torej piši nekaj, kar poznaš, ali pa črpaj iz okolja, kjer je ta horizont pričakovan znan. Tako da meni, kot zaposlenim na fakulteti, mi je seveda to akademsko okolje znano, domače, seveda pa konkretno do kakšne take situacije vsaj v moji vednosti ni prišlo. Torej ne gre za to, da bi jaz tukaj popisovala neke dogodke, ki so se dejansko zgodili, ne gre za to neko vulgarno resničnost, ampak, kako bi rekla, neko to atmosfero, družbeni kontekst pa skušam vse deloma realistično v tej zgodbi prikazati. Zapleta in junakov pa seveda ne, to pa so fiktivne. Ja. Noben od petih nima? Ne. Ne, jaz kljub temu, da vem, da je danes čas torej razbohotene avtobiografskosti ali pa neke avtofikcije, sta obe titli v moji knjigi popolnoma fiktivni. Pomisel samo, ne? Na Filozofski fakulteti ste? Neko te človek tako prebere, zadnji si pomisli na našega Kopača, našega kolega s filozofije. Velja petca, ki so ga odslovili in zakopni, ko smo da večer zatreli, vedno slišali, kako je rekel, da to. Zelo. Igorja so zavali skrajno. Verjamem, da je. Podobno, tako influencerka, vas tudi Nino, vi ste za zadnje novelo, vi ste imeli nobenega zgleda. Ali samo pojav teh influencerk? Ja, mene, mogoče, če se samo navežem na vaš komentar, ki se tiče realizacije, torej te profesor-študentka zgodbe,
Ja, kot ste prav, ali pa se lahko povsem strinjam s tem, da jaz nimam neke aktivistično-feministične drže, kar se mi je zdelo in seveda, mislim, intimno solidariziram z vsemi in študenti in študentkami, ki se jim dogajajo neke nasilna dejanja, tekom njihovega študija, tu ni nobenega vprašanja. Ampak zanimivo mi je bilo tako kot nek miselni poskus tega, kaj se v bistvu zgodi, ko recimo neke osebe, ki so po svojih osebnih okoliščinah ranljive in zato še posebno zaščitene, dobijo v resnici neko potencialno moč, ki jo lahko izkoristijo, ne. Tako kot ta študentka, ki recimo profesorja izsiljuje z očitkom neke pripisane spolne zlorabe oziroma nekega, ne. Jo potrebuje, ne? Ona to potrebuje na poti do realizacije. Tako, do svoje realizacije. Tako da je tu, kako bi rekla, jaz v osebnem življenju bom seveda vem in sem na strani žrtve, ne? Ampak kaj pa, če je ta pozicija, kdo je žrtev in kdo storilec, malce bolj zamegljena, ne? To je recimo to izhodišče, ki se je meni v realizaciji zdelo zanimivo. Iz tega vidika recimo sem jaz ta razmislek črpala iz enega danskega filma z naslovom Lov, če je morda kdo gledal, kjer gre pa v bistvu za enega, se ne bom spomnila, ali vrtec, vzgojitelj v vrtcu, kjer po nekem kjer po sklopu nekih naključij je ta moški obsojen nekega spolno neprimernega vedenja do nekega otroka, ne. In kako hitro se potem družba v duhu, ne, sedanjosti obrne v tako, torej storilec je znan preden, tako da recimo to je bila ideja, ki me je v realizaciji zanimala. V tej zgodbi Elza o vplivnici mi je pa zanimivo to, meni je ta fenomen vplivništva in nenehnega javljanja, ne, kar vplivnice počnejo, me kot antropologinjo tudi zelo zanima, ker je to nek vidik nekega zelo kuriranega, ampak nenehnega reprezentiranja svojega zasebnega življenja, vsakdanjika, ki ga sicer ne kažemo, ne. In te vplivnice, nekatere te, ki jih jaz spremljam, res kažejo prizore iz, ne vem, svoje kopalnice, spalnice, otroških sob in tako naprej. Torej, na videz ta meja med javnim in zasebnim popolnoma pade, ampak po drugi strani je pa ta zasebnost, ki je prikazana, torej močno kurirana. In to, kar vidimo in česar ne vidimo, je nek ta tema Elze. Kako bi kot antropologinja, bi lahko, ker to je pojav sedanjosti, bi ga lahko komentirali, razložili, tako ta potreba biti ves čas viden javnosti. A je to želje, da te posnemajo? Mislim, konkretno pri teh vplivnicah, recimo slovenskih, ki mene zanimajo, one so to pač uspele monetarizirati, ne. Torej, to je njihov vir zaslužka, njihov kruh, tako. Tako da so v resnici pač neke vrste hodeče reklame, ne. Zanimivo je, zakaj mi bolj verjamemo neki Alenki Novak, mladi mamici, da bo torej njeno javljanje, da so, ne vem, da je ta kremica najboljša, zakaj smo kar naenkrat začeli temu verjeti bolj kot recimo nekim ustaljenim reklamam in oglaševanjem. Ampak jaz razumem sodobno vplivništvo bolj samo kot neko razširitev tega polja oglaševanja. Pa morda malo bolj razkazovanje, ne? Razkazovanja, ampak absolutno razkazovanja z namenom zaslužka. Ja, mislim, da se tukaj... Je samo to, ne? Steklene stene, naslov. Naslov se povsod pojavljajo. A definirajo, tako, jaz sem se tako razložila, pa, da pravzaprav s steklenimi stenami pokažete ta oddaljenost med ljudmi, čeprav se zdi, da so vsi blizu, vse pogovarjajo, ampak je ta odtujenost včasih. Ja, jaz sem, ko sem razmišljala, kaj bi bila recimo tista skupna točka
na katero bi rada bralca Bravko malo opozorila, že z naslovom, sem imela v mislih neko tako podobo, nečesa, kar bi malce spominjalo na akvarij. Torej, da gledamo na neke družbene situacije, družinske situacije, kot da bi jih videli zelo natančno, torej kot steklo omogoča videti skozi, ampak je hkrati to neka pregrada. Neka deformira lahko, ne? Tudi neka opna. Potem po drugi strani steklene stene mogoče malo spominja na stekleni strop, kot neko, torej v nekem vertikalnem, recimo kariernem napredovanju, neke opne, ki jih ne more človek prebiti, ampak steklene stene, če si predstavljamo, gredo pa torej horizontalno. S tem sem se malo igrala, pa tudi z tem, kdaj v bistvu stekleno steno vidimo. Lahko jo tudi ne vidimo, če gledamo dovolj oddaleč. Kako blizu moramo biti neki prepreki, da zaznamo ten učinek. In mislim, da so to vprašanja, ki se na nek način v vseh zgodbah pletejo. Je posebno v ključu, se mi zdi. To je ta von stanovanja, ki ga išče in tudi ko stopa z bivšim partnerjem, svojim bratom in tako naprej, je kot da bi se pozabili, kako se pogovarja iskreno, neposredno. Tako da ta steklena stena se mi zdi, saj jaz sem tako doživela, prav kot neka moraš kurirati sebe in svoje besede in izjave. Zakaj? Ker ne zaupamo, ker... Ja. Kaj vse ostane na drugi strani steklenih sten, ali pa kdo gleda, iz katere perspektive, je mogoče tudi vprašanje v zgodbi Hobotnica. Podobno, ogromno besed med njimi, ampak tisto, kar se nam kot bralcem zdi tisto ključno, o čemer bi morali govoriti, ostane pa nenaslovljeno. Ampak na vse zadnje sem jaz skušala se morda z temi steklenimi stenami poigravati tudi za svojo pozicijo, torej kdo sem jaz kot avtorica, do katere mere se lahko jaz recimo približam ali pa vidim ali pa nekako empatično razumem svoje protagonistke tukaj. Ker naprimer v primeru Elze, te vplivnice, bi lahko hitro zapadli na nivo nekega obsojanja, moraliziranja. Tudi karikiranja. Ampak jaz vseeno, recimo tistim potem ključnem dogodku, ki potem zgodbo pelje naprej, skušam njo odpreti v neki svoji človeški kompleksnosti. Ja. No, povega bodočim bralcem vaše proze, da pravzaprav vsakem besedilu je zaključek silno presenetljiv. Zdaj me pa čisto zanimalo, ko vi pišete, ko zgodba nastaja, a se ta zasuk, ki je pogosto prav kontrasten, imate že na črtu, kako nastajajo te vaše pripovedi? Jaz imam rada nekoliko bolj odprte zaključke tudi kot bralka. Tako da to, kar jaz rada berem, seveda skušam potem tudi v pisanju zasledovati. Zdi se mi, da so konci, ki so nekoliko bolj odprti, v resnici demokratični, v tem smislu, da povabijo bralca, bralko, da nasledi za svojim razumevanjem. Da se sprašuje in potem... Tako, kot nek akord, ki ne zapre skladbe, ampak pusti, da lahko odmeva bralcu na njegov lasten način. In tudi to, kako temačno ali koliko svetlo bo kak konec zvenel, je, mislim, da zelo odvisno od bralca do bralca. Tako da to puščanje neke odprtosti je nekaj, kar skušam jaz nekako komunicirati z bralcem na ta način. Ne bom jaz sploh v kratki prozi, postavljati neke zadnje pike, ki je zid, interpretacija. Ja, za koga je to tudi olajšanje. Da je prebral do konca, svet je lepo urejen, tako vi zahtevate od bralca, da se skupine z vašim delom. In ste rekli že, pogosto omenjajo, da poleg vseh dejavnosti in literature in raziskovalnih znanstvenih ste tudi
ljubiteljica klasične glasbe. Pa me zanima, ko pišete, imate glasbeno spremljavo? Nikoli, ne, to bi bilo grozno. Jaz poslušam, glasbo poslušam v resnici zelo malo. Poslušam jo samo takrat, ko jo poslušam. Nikoli nimam kot ozadje. Če poslušam glasbo, grem pač na koncerte, pa sedim in poslušam. Da bi lahko karkoli delala ob tem, ko je prižgana glasba, ne morem čuti. Kdaj, ko sem bila mlajša, sem pisala recimo pesmi na kakšno glasbeno podlago ali ob tem. In sem videla, kako močno oziroma popolnoma determinira moje razpoloženje. Tako da jaz raje pišem za neko brez motilcev. Aha, v tišini. Tako, absolutno. Torej, imate pa tudi glasbeno izobrazbo. Konzervatorij ste končali? Ste načrtovali kdaj, da bi stopili na glasbeno pot? Ne, jaz sem imela strašne težave z nastopanjem iz klavirja, no? Ker je tu neka vrsta zaupanja svojemu telesnemu spominu, česar jaz psihološko nisem nikoli popolnoma uspela. Torej ta moment, recimo, da, ne vem, da na pamet zaigraš neko sonato, ne moreš, tega ni moč racionalno vedeti, od prve do zadnje note vem, ampak je ta moment, ja, zaupanja nekemu mišičnemu spominu, ki je meni bil ves čas zelo, zelo strašljiv. Tako da igram še zmeraj z največjim veseljem, ampak z največjim veseljem ne nastopam. Gotovo ste bili že v otroštvu bralka. Imate lahko kakšnega svojega avtorja, ki je v vas prebudil literarno stvar? Ja, že v otroštvu sem bila bralka, ampak ne bi, morda knjige, ki so me recimo v nekem zgodnjem najstništvu zelo zaznamovale, so v bistvu ti humorni dnevniki Jadrana Krta. Ne vem, če se... To je generacija, generacijsko branje. Ja, in mene je ta vidik, da je lahko literatura tako hkrati smešna, pa hkrati zelo tragična, kot je ta socialna situacija pri Jadranu Krtu. In ta svet nekega literarnega glasu, kot ga vstopamo vanj, ko beremo recimo te dnevnike, spomnim se tega občutka, ko sem bila čisto potopljena in navdušena nad to literaturo, kako sem opažala, da razmišljam sama na način, kot bi Jadran Krt. Tako da ta moč nekega uglaševanja, nekega glasu protagonistovega, me je recimo pri Jadranu Krtu tako fascinirala, navduševala. Ko pišete, veliko popravljate, se vračate, odlagate? Nekatere dela, pa nekatere zgodbe ja. Nekatere pa se mi zdi, da nekako vsaj v večji meri nastanejo enovito, ko jo pišem. Recimo pri Steklenih stenah sem največ nekako, kako bi rekla, uparila in popravljala to zgodbo ključi za to osamljeno žensko, ki se s tem vonjem spopada. Ne vem, zakaj včasih katera zgodba rabi dlje časa in več neke finomehanike. Tako da ja, rada imam pa tudi to, da imam par ljudi, ki jih smatram kot zelo kvalitetne bralce, da me na kako stvar opozorijo. Imate to srečo? Imam to srečo, da je oče slovenist, mama psihologinja, tako da za kako psihološko vprašanje, kdaj vprašam mamo, če bi se njej strokovno zdelo, recimo, da je to psihološko dobro prepričljivo. Ker ja, mislim, da bralci najbolj instinktivno zaznamo, če stvari psihološko niso koncizno postavljene. Dovolj verjetno. Ja. Kako pa za prihodnost načrtujete? Znanstveno raziskavo ali kakšno? Zdaj na vrsti pesniško zbirko. Ja, čeprav pri meni pesmi nastajajo tako sporadično, ko je čas za njih in potem, ko jih bo dovolj, bom pač pogledala, če je to
nastala neka zaokrožena celota, ki jo lahko izide kot knjiga. Malo se sicer poigravam z idejo, da bi naslednja pesniška zbirka bila bolj konceptualna. Ampak to je še na ravni ideje. Imam tudi neko idejo, ki že nekaj let jo nekako nebujem za neko malo daljše prozno delo. Jaz sicer ne delim tega mnenja nekaterih, da je nekako kratka proza manj od romana, ali pa da je to nek razvoj, ker recimo, ne vem, Alice Munro, ki jo recimo zelo rada prebiram, je absolutno pokazala, da lahko. Tako da, morda bo ta stvar, ki jo nekako imam v glavi, se razrasla v roman, morda bo postala neka zelo dolga zgodba, kratka zgodba, ne vem. S temi nekimi formalnimi vprašanji ali pa dolžinskimi vprašanji se ne bi rada naprej obremenjevala. Nekatere teh 5 zgodb, kar se zdi, da bi lahko nastal že kar roman, spet druge pa ostajajo ravno spet je ta ključni von. Vam je ustvarjanje užitek ali podate tudi, kako je rekel Tomšič, to je tako trdo delo? Mislim, da zahteva nek fokus, neko zbranost, neko delo, kot zahteva pač vsaka intelektualna pa tudi ostala dejavnost. Ampak ta nek izhodiščni vzgib v meni je pa vseeno, da je užitek biti tako prost, da lahko iz niča ustvarjaš resničnost, literarno resničnost, ki jo potem s pravci deliš. Po eni strani se mi zdi tudi ta privilegij domišljija, da domišljija deluje, nekaj, kar moram jaz recimo v znanstvenem delu zatirati in bolj kot tam zatiram, večja potreba je, da se nekaj tega izraža. Da se odzvanjata. Ja. Lepo. Se počutite slovenska pisateljica? To je provokativno vprašanje. Ajde, mlajša slovenska. Mislim, opredeljujemo nek družbeni kulturni kontekst, odraščanje, jezik, absolutno. Tako da, če to pomeni slovenska pisateljica, tako kot opredeljuje tudi spol, seveda. Tako da v tem kontekstu, sem tudi produkt časa in prostora. Slovenska v nekih izključevalnih konotacijah pa absolutno ne. Je bil zelo ponosni, ko bo kaj vašega prevedeno? Mislim, neke pesmi, tudi neke zgodbe so že prevedene in so revijalno in antologijsko že izšle. Tri antologijski zadeve so v nemščini šle, ker je zdaj zaradi Frankfurta seveda. Prevajajo se zgodbe iz dobre družbe v poljščino, pesmi so prevedene v španščino, francoščino, danščino, te južnoslovanske jezike, tako da sem nekaj teh, recimo sodelovanj s prevajalci tudi že imela. In mislim, da je tukaj res velika razlika, kadar se stvari prevajajo v jezike, ki jih jaz razumem, ali pa vsaj deloma razumem, medtem ko je to čisto zaupanje, ki ga moraš imeti, kadar se prevaja v nek jezik, ki ga nisi vešč, je pa res malce strašljivo. Zaradi tega, ker naprimer, ko so te moje geometrijske pesmi iz Marmorja, je prevajalec prevajal v danščino in potem me je neka bralka opozorila, jaz imam eno pesem Kvadrat, ker je res pomembno, da je naslov Kvadrat in da imamo potem v glavi torej lik z enako dolgimi stranicami. Je prevajalec to prevedel kot pravokotnik. To je pa neznanje to, no? To je napaka, prevajalska, na katero recimo jaz kot avtorica ne bi opazila. Tako da pri prevajanju je vedno nek vidik zaupanja, da se zgodi. Ampak je hkrati tudi je dober občutek, če skromno povem, da gre med druge bralce. Ja, seveda. In absolutno hvaležnost do tega, da obstajajo prevajalce. Sem tudi navdušena ljubiteljica slovenskih prevajalcev, ki nam prinašajo dela, ki jih sicer nikoli ne bi brali.
Hvala, Ana Svetel. Še vi, lahko še preberete. Preberem še en odlomek iz... Mogoče kakšen opis stanovanja, ste res fenomenalni. Bom prebrala en odlomek iz Ključev. Kar predmeti, kako poživijo. Kjer ona v bistvu najde nek listek, ki zdaj ga ta najemnika pustila torej zahvalo za to stanovanje in kjer sta v bistvu samo z svojima začetnicama se podpisala. Ni ga vrgla stran. Uporabljala ga je kot knjižno kazalo. Včasih ga je pogledila in zrla v vijugavo, rahlo olepšano, a še zmeraj konvencionalno pisalo. Včasih je s prstom sledila črkam na listu. Začetnicam, tako anonimnim, tako neoprijemljivim, kot bi nekdo svoje ime napisal na peščeno morsko dno. L in M, Luka in Maja, Liza in Mitja, Lenart in Milena, Ljuba in Marjan. Kdo sta? Kaj sta počela tukaj? In predvsem, od kod sta prinesla ta von? Je to von, ki ga nosita s sabo in ga kot nedoločljiv podpis, kot L in M izrisujeta za seboj? Je to njuna mala podnajemniška zmaga? Res sva neopazna in začasna, a za sabo puščava nevidne, trajne sledi. Res sva snažna in zanesljiva, a vedeli boste, da sva tudi mi dva tukaj odložila dela svojih življenj. Kakor ti, kakor Bine, kakor prejšnji lastniki, kakor vsi prihodnji. Nihče ne odide brez podpisa. Včasih komaj prepoznavne vijuge, včasih nič več od ene črke, včasih nič več od okornega križca, a vsako linijo naredi roka, ki prime pisalo, ki pusti, da se črnilo, kot po zraku, v krivulji razlije po papirju. Sedela je na kavču, gledila sivo-zeleno tkanino in zrla v njen podpis. Neoprijemljiva zapuščina, je pomislila. Če se želim dokopati do odgovora tega vonja, če se želim vrniti nazaj k sebi, jo moram najti. Zazdelo se je logično, kot bi vedela že od prvega večera, ko je vstopila v stanovanje. Le L in M jo lahko pripeljeta do rešitve. Hlastno je segla po telefonu, nekaj minut zatopljeno in zelo zravnano sedelo, v čelo se ji je spet zarezala dolga, neravna guba. Še sanjamo, bomo brali na glas v društvu. Bomo brali vaše pripovedi. Si bomo izmenjevali vtise in gotovo bo zelo lepo in živahno. Izvolite vprašanje. Ja, če se smem jaz... Nekaj sem še sama pisateljica. Moram priznati, da ste me s svojim videzom presenetili. Nisem pričakovala, nisem videla po spletu, kako izgledate, ampak vidim, da ste zelo mladi. Pišete pa kot zelo izkušena oseba, čestitki, verjetno deluje, imate toliko znanja. Ni pa vaša radovednost, inovativnost, zelo močno deluje. No, jaz sem te zgodbe malo več prebrala za duše. Recimo preskakovala sem strani in se potem nazaj vračala, ker me jasno zanima konec. Kaj se bo zgodba razpletla, ne? Vedno kot ena mini kriminalna. No, jaz sem videla vse te zgodbe, kot se je v glavnem nastopila ženske notri, ampak ne opisujete ženske kot ženske, ampak vsem vstopi v spredje ena njihova slaba vesnost. Recimo pri tejle influencerki, ki zanemarjajo družine, pri teh dveh damah Izabela brala ta obsedenost z neko preteklost, nekimi fetiši, pri tejle uspel znanstvenici, povzpetništvo.
Skratka, vedno je nekje v ospredju neka taka resnost, ki jo pač izpostavijo. Mene pač to tako zanima, ali zato, ko bi rekla, počne pomembno, da pač opozorite, da je to nekaj neželenega, nekaj, kar ni v redu, ampak dejansko ne obstaja. Ali bo ti takega tudi v ozadju. Ali se je to zgodilo čisto v ključu? Ni bilo neke moje zavestne intence točno v tem, ampak kar mene zanima tudi kot pravko, so neki liki, ki so moralno v nekih vsebinah. To se mi zdi dosti bolj vznemirljivo branje od nekih jasnih črno-belih potez. Tako da sem jaz te vsebine zasledovala in pri moških in pri ženskih likih. Seveda, kaj je bolj ponižujočega od tega, da bi se ženske naredila svetnice. Zdi pa se mi, da tudi vse te stvari, ne vem, fetišiziranje preteklosti, uspetništvo, zanemarjanje in take stvari. Mislim, da vse te poteze vsi mi latentno nosimo v sebi. Tako da je to mogoče tudi neko povabilo k neki introspekciji nekih naših potencialnosti, ki jih upam, no, nismo uresničili, ampak nekaj v sebi pa jih imamo. Ne glede na spol, seveda. Je človeško, ne? Še nekaj vprašanje? Pri jezi ste rekli, da niste izvirali iz neke direktne, natančne neke zgodbe, ampak ste prebirali te influencerske objave. Ja. Kako to mislim, kako ste izbirali? Kako sem izbirala influencerke? Influencerskih objav se načeloma ni treba preverjati, ker so vse vestne, in v živo se torej javljajo. Jaz sem preprosto neko fascinacijo imam nad tem, da nekaterim tem influencerkam sledim. Torej, ne kupujem stvari, ki jih me oglašujejo, ampak mislim, da je to res ta antropologinja v meni, ki se tudi ognjena izklopi. Torej, kaj za božjo voljo ljudje kažejo iz svojega vsakdana. To neko kukanje skozi ključavnice je to malce mogoče. In potem seveda razmišljanje o tem, bolj zanimivo od tega, kar kažejo, je to, česar ne kažejo. In to, česar ne kažejo, lahko pa jaz si obdivje izmišljujem. Ana Svetel, lepa hvala za ta večer, malo kraten, ampak ste nas ogledali z literaturo. Mislim, da bi se lahko malo spet srečali in pogovarjali o vašem avtu. Hvala za to. Sem že opozorila, da naši gostje dobijo vedno za spomin izvirno karikaturo, ki jo pripravi naša koprska karikaturistka Brojda Fermo in vas je takole narisala. Meduza, star simbol Kopra. In ta hobotnica se prijazno smehlja in vas prijazno gleda in seveda ima v svojih rogah vsa vaša dela in ima tudi Brojda Fermo je Italijanka. In vaš prilet Svetel in njenih je asociral svet. Ampak zdi se tako, da bi vas tudi kot znanstvenico postavila v to. Tako in potem je to neko sonce koprsko in tako. Ne vas spominjam. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.